Lepo pozdravljeni, drage gledalce, dragi gledalci. Danes bi vam rad nekaj povedal v zvezi z gospo, ki je bila tudi globoko ranjena iz otroštva. Prišla je k meni, ker je pač težko živela. Kaj se je dogajalo? Kar so se pojavljale v njej bolečine na raznih delih telesa. Zdaj tu, zdaj tam, pa so spet šle. In to vsak dan. V glavi je kakor začutila nekakšno komando, da se mora začeti trpljenje, da se mora začeti bolečine. Šla je k zdravniku, večkrat so jo preiskali, medicina ni nič našla vzrok bolečinam. Tudi psihiatrija ni našla nič posebnega. Kadar je tako, da ima človek kar bolečine, medicina pa nič ne najde, je velika verjetnost, da gre ali za psihične težave, ali pa duhovne, se pravi za manifestiranje zlih duhov, njihovih vplivov. Psihično, kot že rečeno, niso našli. Zato sem rekel, ponavadi je tako, kadar ni z njihove strani, z medicinske, psihiatrične stvari nobenega rezultata, potem je zelo verjetno, da gre za delovanje zlih sil. In kaj sem ugotovil? Je povedala, da je njena stara mama ubila dva otroka. Dva svoja otroka, pa je niso dobili, nekako uspela to prikriti. In kadar se to zgodi, detomor oziroma kakršenkoli umor v neki družini, se tam praviloma naselijo zli duhovi, duhovi smrti, kot jim rečemo. Imamo celo njihova imena, smo dobili imena, katera imena imajo tudi za detomor, absolutno pride to v poštev, zato je bilo treba tu jo osvoboditi od rodbinskih duhov smrti. Potem je bila zlorabljena, spolno zlorabljena pri 4 letih. To je huda stvar, huda travma z dolgoročnimi posledicami, z raznimi posledicami. To je ena najgrših stvari, ki jih človek lahko drugemu povzroči. Tako je bilo tudi v tem primeru. Bila je globoko ranjena zaradi tega greha. Razen tega je tudi, ker je iskala rešitve, šla k vedeževalcem pa k drugim zdravilcem, ki so samo povečali njene težave. Potrebno je bilo torej jo osvoboditi od negativnih vplivov teh vedeževalcev oziroma zdravilcev in pa seveda jo osvoboditi travm, ran zaradi spolne zlorabe in seveda pritiska zaradi detomorov v rodu. Pri tem je potrebno poudariti, da tu ne gre za krivdo. Krivda se ne prenaša iz prednika na potomca. Ampak zli duhovi izkoriščajo sorodstvene povezave, zlasti s prednikov na potomca, direktna povezava. Zelo izkoriščajo, da prežijo, da pritiskajo, da bi človek še sam ponovil to stvar, in če pa to ne, da vsaj nekako, da pritiskajo nam, da se slabo počuti, da je ohromljen. To stalno doživljam. Tu ne gre torej za prenašanje krivda, ampak enostavno zaradi nespovedanega, neobžalovanega greha imajo oni svoj kapital, imajo svojo moč in jo izkoriščajo v naše zlo. To je njihov namen, nam škoditi. Vse bodo uporabili proti nam, kar jim je na voljo. In kot že rečeno, sorodstvene vezi, ti kanali
so stvari, po katerih oni lahko delujejo. In kot sem že omenil pri drugi priliki, tudi pozitivno se da izkoristiti te kanale sorodstvene, ko lahko molimo preko sorodstvenih vezi za nekoga drugega in mu storimo dobro. V tem primeru je stvar lepo uspela, je bila lepo osvobojena od vseh teh ran in je to bil zame in za vse tiste, ki se s temi stvarmi ukvarjamo, dokaz, da nikoli nobena stvar ni izgubljena, pa če je človek še tako zatolčen, ko pride k meni, včasih tudi ta je bila, sem rekel, kaj bo iz tega, kaj lahko sploh naredim, ki je bila tako zatolčena, nobenega življenja. Ampak potem je bila kot prerojena, osvobojena, drugačen obraz, drugačne oči. Bogu hvala.